Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. Zaradi dolgotrajne vročine imajo veliko težav tudi ribiči. V zadnjem letu dni bolj enostaven dostop do celjskih športnih objektov. Tudi na Celjskem so številni opazovali delni sončni mrk. Matic Janguček bo v petek zvečer v teku na 400 metrov z ovirami naskakoval prvočlansko medaljo na velikih tekmovanjih. Dolgotrajne visoke temperature so izjemno znižale vodostaje rek in potokov. To težave povzroča tudi ribičem, ki se v teh dneh trudijo rešiti ribe iz manjših potokov in rek. Lovljenje na tekočih vodah pa je do nadaljnjega prepovedano. V zadnjem času, sploh v letošnjem letu, je ekstremno, kar se tiče vremena, tako da imamo ribiči ogromno problemov. Sploh ti manjši vodotoki so začeli presihati, moramo evakuirati ribe, večina jih vozimo v Savinjo. Največji problem imamo tudi z jezeri na Goričici, kjer moramo dovajati kisik in tako dalje, tako da se to nam, bom rekel, v zadnjem času zelo pozna. Tako so že sredi julija prepovedali ribolov na vseh tekočih vodah v revirjih, ki jih pokrivajo. Ko smo videli, kaj se dogaja na naših vodah, smo prepovedali lovljenje v Savinji in pa v Hudinji, medtem ko jezero, samo Šmartinsko jezero, pa zaenkrat še dovoljujemo ribolov, ker je pač malo globje in tako dalje, tako da je voda, mislim, samo na površini nekoliko toplejša, oziroma kar precej toplejša, v globini se pa seveda še vedno je hladna. Ampak kljub temu ni nekega posebnega ulova, ker tudi ribe v takšnih razmerah, kot so sedaj, ne prijemajo in tako da imamo tudi problem z turisti in tako dalje, ki pridejo loviti ribe. Iz manjših vodotokov so v preteklih dneh reševali ribe, ki bi sicer ob nizkem vodostaju in visokih temperaturah poginile. Izlavljamo ribe v teh majhnih vodotokih od Koprivnice do Sušnice in tako dalje, ker so zdaj, bom rekel, te potoki skoraj čisto presušili. In ker ni druge rešitve, kot da te ribe rešimo, jih vložimo v Savinjo in na ta način seveda je problem potem, kako te vode ponovno oživiti. Ker zopet, bomo rekli, drugo leto bomo dali ogromno sredstev za vložitev teh rib v te vodotoke. Naj pride še eno tako poletje, seveda ribiška družina tega vse skupaj več ne zmore. Pri tem opozarjajo tudi na težave, ki se pojavljajo z regulacijami rek in pri popoplavnih sanacijah. Ni samo vreme krivo. Če pogledamo vse vodotoke pri nas okoli, mi, kar se tiče načrtovanja, res je geslo protipoplavne varnosti in tako dalje, ampak kar smo naredili, smo pa za ribe naredili, bom rekel, en velik problem. Namreč ribe se več nimajo kje zadrževati. Kot vidite, vročina je preko 30, skoraj do 40 stopinj in to preživi kvečemo še v takšni vodi, kot je Savinja. Vse ostali vodotoki pa seveda začnejo presuševati, začnejo primanjkovati kisika in tako dalje in riba praktično nima kje preživeti. Sploh kar se tiče postrvi, lipana in tako dalje, ki sicer ga nimamo mi na voljo tukaj, ampak ta riba več v teh vodah ne more preživeti. Vremenoslovci sicer napovedujejo nekoliko hladnejše dni, kaj pa če se bo vročina nadaljevala? Če se bo te visoke temperature še nadaljevale, sigurno, da bo še večji problemi, kot so. Predvsem se bojimo tukaj zaradi Savinje, kaj se bo dogajalo tukaj, ker vidite, če pogledate Savinjo, je od Medloga naprej kanal in riba se več nima kje zadrževati. Enako je z Hudinjo od Vojnika dalje, enako je z ostalo Koprivnico, enako je z Ložnico in tako dalje. In seveda tukaj smo ribiči pravzaprav nemočni. Kot pravijo v ribiški družini Celje, želijo z odgovornim ravnanjem zmanjšati stres rib in prispevati k ohranjanju njihovega dobrega stanja tudi v času izrednih vremenskih razmer. Objekti, s katerimi v mestni občini Celje upravlja družba ZPO, so že leto dni opremljeni z novimi vhodnimi vrati in novim elektronskim sistemom odklepanja. S tem so klubom in športnikom olajšali dostop do športnih prostorov in organizacijo treningov.
V lanskem letu, ko smo se lotili tega elektronskega dostopa, ureditve elektronskega dostopa do objektov, seveda vključno z zamenjavo vrat, moram reči, da se je to zelo dobro obneslo. Imeli smo nekaj porodnih začetniških težav, da so se uporabniki navadili, ampak ja, enostavno, praktično in pa seveda zagotavlja čist varno uporabo. Predvsem za klube je to pomembno, pa za njihove, se pravi, člane, uporabnike, ker ko pridejo, jim trener enostavno ali pa tista odgovorna oseba odpre, za nekaj časa pusti za določen časovni interval odprto in potem vrata se pa avtomatsko zaprejo, tako da je tudi objekt skozi varen in pod v bistvu nadzorom. Ta sistem smo uvedli tako v ŠRC Golovec, dvorano A, B, na Zlatorogu. Letošnjo leto smo ga uvedli tudi na letnem kopališču za odbojkarsko igrišče, skupno z novim rezervacijskim sistemom, tako da bom rekla, to je tisti izpolnitev obljub o tako imenovani, bom rekla, pametnem delovanju, IT delovanju in pa, bom rekla, korakih v to smer, ki se mi zdi, da takim objektom tudi sodijo. Številni Slovenci so včeraj opazovali delni sončni mrk, ki je bil v Sloveniji viden od okoli 19:25 pa vse do sončnega zahoda. Na delih severne poloble ter na posameznih območjih Rusije, Španije, Islandije in Portugalske so številni lahko opazovali popoln sončni mrk, preostala Evropa, vključno s Slovenijo, pa je lahko občudovala le delni mrk, ko je luna zakrila del sonca. V Celju je bil vrhunec mrka ob 20:09. Sončni mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo ter nanjo vrže svojo senco in ustvari nenavaden mrak. V Evropi je bil to prvi popolni mrk od leta 2006. Naslednji popolni mrk pa bo avgusta 2027, viden pa bo v južni Španiji in severni Afriki. Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu, ki se je začelo v ponedeljek, nastopajo tudi 4 člani atletskega društva Kladivar Celje. Tina Šutej je v skoku s palico svoje nastope zaključila že v kvalifikacijah. Maticijan Guček pa bo v petek nastopil v finalu teka na 400 metrov z ovirami. Tina Šutej se je od leta 2021 naprej z vseh velikih tekmovanj vrnila z odličjem. Skupno jih je na evropskih in svetovnih prvenstvih osvojila že 8. Tokrat se je zalomilo že na višini 4,25 m, ki jo je preskočila v drugem poskusu. 2 poskusa je nato potrebovala tudi na višini 4,40 m, nato pa je letvico žal 3-krat podrla na višini 4,50 cm. Skupno je osvojila 13. mesto ter tako za 1 mesto izpadla iz nocojšnjega finala. Pogoji so bili zahtevni, ampak ne toliko, da ne bi mogla skočiti 4,50. Očitno jaz danes nisem bila prava. Ne vem, ja. Že dolgo nisem imela tazga dneva. Enostavno niti ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ja, se je zgodilo. Nisem v finalu. Očitno bom letos prišla domov brez medalje. Danes je šlo narobe popolnoma vse. Pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopilo tako, kot bi se mogli. Ne vem, kdaj sem nazadnje imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek. Maticijan Guček je v polfinalu Evropskega prvenstva v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48:03 postavil nov državni rekord in se skupno 3. časom polfinala zanesljivo uvrstil v petkov finale. 22-letni Celjan je v svoji skupini le za 2 stotinki zaostal za svetovnim rekorderjem Norvežanom Karstenom Warholmom. Na to prvenstvo prideti čim bolje pripravljen. Imel sem nekaj težav po državnem prvenstvu za hitro, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel z svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale. Za 13 stotink izboljšal državni rekord in se ponovno približal magični meji 48 sekund. Lovim jo že kar nekaj časa, vem, da sem tega več kot sposoben, to kažem tudi na samih treningih. Zdaj pa v bistvu mora se sestaviti pravi dan, pravi pogoji in prava dnevna forma, da to tudi pokažem na tekmi.
Kljub temu, da bi za uvrstitev v finale Gučku zadostoval že čas 48:37, je varovanec Mira Kocovana starejšega tekel na vso moč, saj si je želel zagotoviti čim boljšo progo za finalni nastop. V bistvu cilj je bil priti z velikim Q v finale, ker vemo, kako se delijo steze in velika Q dobita notranje steze, ki so najboljše. Če se bi pa uvrstil po času, bi pa dobil neugodno drugo ali pa tretjo stezo. Tako da sem ciljal na prvo, drugo mesto. Ja. S tem, ko je praktično do cilja tekel ob boku s trikratnim svetovnim prvakom in olimpijskim šampionom iz Tokija 2020, Karstenom Warholmom, si je Guček pred jutrišnjim finalom še nekoliko dvignil samozavest. Vemo, da je on pripravljen tudi za najbrž 46 sekund, ampak je dober občutek teči zraven. V bistvu daje mi to neko samozavest, da sem sposoben več. Guček bo v petkovem finalu skušal priti do svoje prve članske medalje na velikih tekmovanjih. Petek grem na medaljo, to sem povedal tudi v ciljih za to evropsko prvenstvo, zdaj pa, če se to uresniči, bomo videli. Na 35. državnem prvenstvu Slovenije v jadralnem letenju za člane in mladince v Murski Soboti je nastopilo tudi 11 članov Aerokluba Celje. V konkurenci 50 pilotov se je najbolj izkazal Mark Travner, ki je drugič v karieri osvojil naslov državnega prvaka v klubskem razredu, zmage pa se je veselil tudi v mešanem razredu. Tibor Galeša Čokalc je osvojil 3. mesto v klubskem razredu, postal pa je tudi državni prvak med mladinci. V mladinski konkurenci je uspeh Aerokluba Celje dopolnil še Jon Kočevar, ki je osvojil bronasto odličje. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Toliko za danes. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.